Radijski roman Pot do resnice. Pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa. Bere Mateja Subotičanec. Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v novem nadaljevanju radijskega romana, ki nosi naslov Moja hoja z Bogom ali nadaljevanje knjige Pot do resnice. Vsi že dalj časa pričakujejo nadaljevanje knjige Pot do resnice. Prva izdaja je izšla že leta 2015 in mnogi so mi zamerili, ker se knjiga konča z mojim odhodom iz bolnišnice. Želeli so vedeti, kaj se je dogajalo kasneje. Bilo je veliko vprašanj, zato smo se odločili, da bomo to razširjeno izdajo natisnili za vse nove bralce, za tiste, ki že imajo knjigo Pot do resnice, pa bo kmalu izšel kot posebna izdaja samo drugi del z naslovom Moja hoja z Bogom. Ta drugi del je nekakšna zbirka mojih osebnih izkušenj z Bogom, lekcij, ki sem se jih naučila kot vernica. Sama se ne prištevam med super duhovne osebe. Ne, tudi jaz imam včasih v življenju vzpone in padce. Hvala Bogu, da so vse redkejši. Pojavi se zrno nevere, razočaranje nad ljudmi, jeza. Menim, da je to pričakovati, ker živimo v svetu, kjer smo vsi grešniki, a nekateri skušamo čim manj grešiti in biti s tem čim bližje Jezusu. Nekaj lekcij je bilo kar težavnih, trdih, a tudi to je učenje. Morda je to lahko za nekoga blagoslov, saj zaradi mojih izkušenj lahko začne premišljevati o svojih stališčih, načinu premišljevanja in odločitvah. Morda bo moj primer komu spodbuda, lahko pa v njem najde besedo podpore. Tudi v tem nadaljevanju ni teologije. Nisem teologinja in to tudi ne nameravam postati. Želim biti priča njegovega neskončnega obstoja in milosti ter vsakodnevne navzočnosti v mojem življenju in v življenju moje družine. Prepričana sem, da večina vernih lahko to priča s svojim življenjem, toda meni je Bog položil na srce, da o tem pišem. Saša, izdaja ali blagoslov? Vprašanj je veliko, a vsa na koncu pripeljejo do naslednjega. Kje je Saša? Se je javil? Kaj se je dogajalo kasneje? O njem nimam nikakršnih zanesljivih informacij. Nekateri skupni znanci so mi povedali, da se ni nikoli vrnil v mesto. Njegova mati je prodala stanovanje in odšla. In zdi se, da je odšel v Avstralijo k svoji nekdanji ženi in hčerki. Resnično mu želim vse najboljše. Žal mi je le, da nikoli ne bo izvedel, da ima čudovitega sina. Nikakor nisem razočarana in jezna zaradi njegove, kot nekateri pravijo, izdaje in pobega. Hvaležna sem Gospodu za tega človeka, ker je bil ključna oseba za moje srečanje z Bogom. V življenju se pogosto zgodi, da srečamo ljudi, ki nam čez čas prirastejo k srcu, jih vzljubimo, potem pa se preprosto podajo na pot brez vrnitve. V času po mojem spreobrnjenju sem na začetku spoznala čudovit zakonski par kristjanov, ki sta bila v Bosni in Hercegovini poslovno. Veliko sta mi pomenila. Molila sta zame in z menoj, bila sta mi kot oče in mati. Resnično sta bila moj blagoslov. Potem pa je po 3 letih napočil čas njune vrnitve domov. Bilo mi je težko. Čutila sem, da je to naše zadnje srečanje.
Ko sem se vračala z letališča, sem jokala ter se prepirala z Jezusom. Zakaj ostajam brez meni ljubih ljudi? Zakaj on kot Bog ni podaljšal bivanja tega zakonskega para v moji bližini? Zakaj? 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 In nenadoma so se moje oči odprle, spregledala sem in spoznala, kako sem namesto Boga, ki ju je pripeljal v mojo bližino, povzdignila njiju. O moj Bog, zdaj častim njiju, namesto da bi častila tebe. Da, pogosto nehote začnemo v sebi iz ljudi ustvarjati idole. Nanje se preveč navežemo. Moja napaka je bila v tem, da sem ju v svoji predstavi povzdignila v nekaj ali nekoga. A zdaj, ko jasno gledam, vidim, da sta bila le orodje v njegovih rokah. Vse dobro, kar sem izkusila z njima, je bilo najprej po Gospodu in šele nato po njima. Tako sem se naučila lekcije, da se človek ne sme navezovati na ljudi. Ti prihajajo in odhajajo. Človek bi moral biti navezan izključno na Boga, na Jezusa, ker samo on je bil, je in bo večna stalnica. Vsi ti ljudje so Božji dar, ki mi jih je Gospod poslal kot sopotnike. Tako kot je poslal mene, da bi bila s svojim pričevanjem nekakšen smerokaz, ki kaže pot do Jezusa. Ker on je in bi moral biti končni smisel vsakogar med nami. Moram poudariti, da se je po srečanju z Jezusom v mojem življenju vse spremenilo. Do takrat sem zaradi zavrnitve čutila praznino, tavala v iskanju človeške ljubezni, iskala izpolnitev duše. Kajti vse, kar sem doživela do srečanja s Kristusom, je bilo prehodno, nezadostno. Potem pa mi je Gospodova milost kot mogočna reka očistila notranjost, vse tiste neprijetne občutke, ki zagotovo niso od Boga. Spoznala sem ljubezen svojega življenja, Jezusa, in nič več ni moglo biti enako. Nisem bila več žalostna in razočarana, zavrnjena. Nisem več sovražila ali čutila jeze ali sovraštva do nekdanjega zaročenca. Skozi pogovor s Kristusom je bilo videti, kot da so vse slabe stvari, ki so se mi zgodile, dobile drugo, edino smiselno razsežnost, njegovo perspektivo. Ni bilo izbrisano, zavedno pozabljeno, vendar je postalo smiselno, saj mi je postalo razumljivo. Moj odnos s Sašem je bil del moje poti do Jezusa in zato sem zanj hvaležna Gospodu. Spomnite se zgodbe iz Stare zaveze o egiptovskem Jožefu. Če ga bratje ne bi prodali kot sužnja, ne bi nikoli prispel v Egipt in jih nekega dne popeljal v to deželo. Včasih so naše preizkušnje del večjega, celostnega Božjega načrta. In če to sprejmemo, ne postavljamo vprašanj, ampak živimo njegovo voljo ter uživamo v milosti. Biološka družina. Ko gre za mojo biološko družino, se ni veliko spremenilo. Po odhodu iz bolnišnice se niso trudili, da bi me poiskali. Gospod mi je priskrbel streho nad glavo, zatočišče zame in za otroka, tako da se mi ni bilo več treba obračati nanje in prositi za pomoč. Morda so to pričakovali in se tega bali. Mesec dni po mojem krstu sem na ulici srečala sorodnika.
Nisva bila v tesnem sorodstvu, bil pa je v stiku z mojimi starši in sestrami. Bil je presenečen, ko me je videl veselo in nasmejano, ter otroka zdravih, rožnatih ličk v modernem vozičku. Vprašal me je, kje in kako sem, a z majhno dozo začudenja v glasu. Odgovorila sem mu, da sem v mestu, da Jezus skrbi zame in za mojega otroka, da nama ničesar ne manjka in da sva zdrava. Ja, veš, tvoji so vsem v sorodstvu sporočili, da si brezdomka brez strehe nad glavo, da si nora in če slučajno prideš nekoga prosit za denar ali za hrano, naj te zavrne. Da te slučajno ne bi kdo sprejel pod streho, kaj ti nimaš kam in bi si lahko pozneje nakopal težave. In tudi tvoje sestre so marsikaj govorile o tebi. Dneve so po telefonu klicale bližnje in daljne sorodnike. Vsem so javile, da so se ti odrekle in da nisi več njihova sestra. Zato sem bil presenečen, ko sem te videl. Nisi videti kot brezdomka in ne daješ videza nore osebe, je sklenil sorodnik. Glasno sem se nasmejala njegovim besedam, kajti njegova zmedenost mi je delovala simpatično. Nisem brezdomka in nisem nora. Imam čudovito življenje. Jezus, ki mi je dal to drugo življenje, je poskrbel za vse. Nikogar mi ni treba prositi za hrano in denar. To je bilo pred mojim srečanjem s Kristusom. Zdaj, kot vidiš, Bog skrbi za vse in hvaležna sem mu, sem mirno odgovorila. Začuda me njegove besede niso prizadele in niso v meni izzvale grenkobe ali jeze. Nekako sem čutila v duši, da bo moja biološka družina storila vse, da bi me očrnila in na silo razglasila za mrtvo. Takrat sem razumela, zakaj mi je Jezus rekel, naj ne iščem svoje družine in da me bo nova poiskala sama. Če bi poskušala sama, vodena s svojimi človeškimi čustvi, potem ko sem že imela dom, poiskati nekoga izmed njih, bi bila samo še bolj šikanirana in ranjena. Malo sva se še pogovarjala, spraševal me je vse o tem Jezusu, ki mi je podaril drugo življenje in o mojem življenju. Na kratko sem mu odgovarjala na njegova vprašanja. Ob slovesu mi je dejal: Tvoji so zelo jezni nate, ker si rodila nezakonskega otroka in jih osramotila. Če jim povem, da zdaj hodiš še v cerkev in vso tvojo zgodbo z Jezusom, mislim, da ti bo to zaprlo vrata tvoje družine do konca življenja. Ti jim kar povej. Povej jim, da imam novo, dobesedno novo življenje, ki mi ga je podaril Kristus, da sem na novo rojena, srečna in zadovoljna, tako jaz kot moj otrok. Povej jim, da jih imam rada in da sem jim vse odpustila, saj moj Gospod tudi meni odpušča. Nisem jezna in nesrečna, ker imam novo družino v Kristusu, ki jo povezuje njegova ljubezen. Molim zanje in njihovo zveličanje. In kdo ve, morda se nekega dne spet srečamo, če bo takšna Božja volja. Sem odgovorila, ga močno objela in blagoslovila, potem pa sva odšla vsak svojo pot. Moje sporočilo je prišlo do njih. Nihče se ni hotel srečati in pogovoriti, a so prek skupnih znancev prihajale do mene njihove obsodbe, množice žaljivk in številni epiteti. Slišala sem, da bi mi sčasoma morda oprostili nezakonskega otroka, ampak zgodba o cerkvi
In Kristusu to je nemogoče oprostiti. S tem dejanjem sem samo potrdila, da sem resnično nora. Seveda so vsi, ki so govorili z menoj, ugotovili, da to, kar sem doživela, presega zdrav razum, vendar pri meni ni opaziti znakov kakršnekoli norosti. Oče je umrl 3 leta po moji spreobrnitvi. Nekrolog sem prebrala v časopisu. In ni me presenetilo, da med žalujočimi ni bilo mojega imena. Skoraj 1 leto potem sem se srečala s preostalimi še živečimi člani svoje družine. Srečali smo se na sodišču zaradi delitve premoženja po očetovi smrti. Takrat sva bila že s soprogom v blagoslovljenem zakonu ter imela nekaj tednov starega dojenčka. Vsakdo je prišel s svojim odvetnikom, nabrušen za bitko za to malo lastnine. Drug na drugega so gledali kot na najhujšega sovražnika. Jezus, videti je, kot da se borijo za milijone dolarjev in naftne vrtine, sem pomislila pri sebi. Sama nisem imela odvetnika, saj ga nisem potrebovala. Ko sem dobila poziv s sodišča, sva se s soprogom pogovorila, skupaj sva zmolila v ta namen, sama pa sem imela jasen namen, kaj mi je storiti. In kako se je stvar odvila na sodišču, bomo slišali v prihodnjem nadaljevanju radijskega romana Pot do resnice. Za nocoj pa, spoštovani poslušalci, hvala za pozornost in bodite z nami spet prihodnji četrtek. Lahko noč. Slišali ste del radijskega romana Pot do resnice. Knjiga je v prevodu Dušana Sporiša izšla v zbirki Žepna knjiga Ognjišča.